Prisrčno pozdravljeni tukaj na pisateljskem odru v imenu založbe Družina. Tukaj z vami sva predstavnica založbe Manica Ferenc in članica strokovne komisije Svetlobnice, nagrade, ki jo bomo danes podelili, Mateja Komelj-Snoj. V lanskem letu se je strokovna komisija literarne nagrade Svetlobnica odločila, da nagrado Svetlobnica razširi na vsa polja literarnega ustvarjanja, od romanopisja do poezije, od dramatike do literarne esejistike. Razpis za nagrado Svetlobnica tako ni več niti žanrsko, niti literarno, zvrstno, niti vsebinsko opredeljen. S to odločitvijo založba Družina želi krepiti zavest o pomenu vseh literarnih zvrsti in žanrov na Slovenskem, še posebej pa širši javnosti sporočati, da so bogati zakladnici pretekle in prihodnje slovenske literature enakovredni, Temeljni razpisni pogoj je izključno obseg poslanega literarnega dela, saj so v izboru za nagrado upoštevana le tista besedila, ki so dovolj obsežna za samostojno knjižno izdajo. Tako smo razpisali Svetlobnico 2018 in vse avtorice in avtorje povabili, naj na natečaj prijavijo še neobjavljena knjižna gradiva v slovenskem jeziku s področja romanopisja, poezije, dramatike ali literarne esejistike. Besedo predajam članici strokovne komisije Mateji Komelj-Snoj. Strokovna komisija v sestavi Ignacija Fridl-Jarc, Igor Škamperle, Brane Senegačnik, Jože Horvat, Tone Rode in moja malenkost je v branje letos dobila več proznih in pesniških besedil, ne pa tudi kakšne drame ali zbirke esejev. Izmed prispelih neobjavljenih rokopisov je v skladu z razpisnimi pogoji izbrala 2 nominiranca oziroma 2 nominiranki za nagrado. Kot je bilo že objavljeno, sta to Karmen Jenič iz Novega mesta za mladinski roman Orientiraj se po soncu in Zdenka Sušec iz Ljubljane za pesniško zbirko Tišina križa. Kot je v navadi, se nam nominiranci ali nominiranki letos pridružijo na odru, se predstavijo v kratkem pogovoru, vendar, kot sem slišala, ene od nominirank danes ni z nami, zato vabim tisto, ki je. Izvolite, gospa. Izvolite. Tako, med nami predstavljam gospo Zdenko Sušec, ki je na natečaj poslala zbirko Tišina križa. Pa, če dovolite, bi prebrala kratko utemeljitev. Upam, da smo zadeli, gospa. Tišina križa je zbirka v prostem verzu napisanih izpovednih pesmi z religiozno vsebino, razdeljenih 4 cikle, ki z naslovi natančno izražajo njihovo naravnanost. Hrepenenje, Eksodus, Paša in Tišina križa. V verzih se prepleta notranja drama iskanja smisla z eksplicitno biblijsko motiviko, še zlasti novo zavezno, ki je pogosto vpletena tudi povsem neposredno, kot očitna aluzija, kot moto ali celo kot citat. Izpovedni zanos in neposrednost skozi vso zbirko kličeta v spomin vznesenost psalmodične dikcije. Podobno je mogoče čutiti ob obsežni skali občutij, ki valujejo skozi zbirko. Razmerje z Bogom niha med negotovostjo, ki nikoli ne preneha, in bleščečo milostjo Božje prisotnosti. Vezno tkivo te notranje drame in silnic, ki valujejo v človeku in ga vlečejo v različne smeri, je popolna samoizročenost, v njej je tudi brez logičnih odgovorov na protislovje življenja mogoče najti smisel, ki se zdi preprost, a ga je mogoče doseči samo tako, da se vsakim verzom znova izrazi in potrdi zvestoba Bogu. Samo tako se ohranja bližina z njim, ki edina dela človeško življenje celovito in smiselno. V tišini križa življenje, trdno vpeto v biblijske koordinate, ostaja osebno in resnično in se odpira proti neskončnosti. Pa povejte, gospa, smo zadeli?
Presenečena sem, hvala. Zelo lepo. Res zanimivo je, ko poslušaš, kako drugi razmišljajo o tvoji poeziji, ne? Ker ti drugače doživljaš. Ena beseda, ko ste govorila o teh mojih ciklih, oziroma posameznih ciklih, en je naslov Pasha, ne Paša, ampak Pasha, nič hudega, ampak to je v bistvu temeljna stvar moje poezije, ta Pasha, ta prehod. To je židovska stvar, ko so bežali iz suženjstva v svobodo. In Pasha je nekaj, kar je v bistvu zdaj naša velika noč, ne? In to je temeljni dogodek moje poezije. Zato ima tudi zbirka naslov Tišina križa, ker je križ znamenje odrešenja za kristjane in tudi za mene nazadnje. Kaj pa vas je nagovorilo, vodilo, da ste se odzvali na naš razpis? Ja, jaz sem ta razpis videla 2 leti nazaj, pa sem rekla, samo romani so. In se mi je zdelo lepo, da date možnost, ne vem, pisateljevanju, ki mogoče je nekje v enem slovenskem prostoru, nekje malo zadaj, sploh religiozna motivika mogoče se ne pojavlja tako pogosto, ali pa je mogoče malo preslišana včasih. In sem rekla, nekaj imam nabranga, in sem pač rekla, bom pač poslala in res zadnji hip sem to oddala, ker sem bila že malo v stiski časovni, sem odhajala na dopust in zadnji hip sem oddala čist, kakor sem pač sestavila in poslala. In brez kakršnekoli misli sem rekla, naj gre, Bog že ve. To pa ni vaša prva pesniška zbirka, ne? Če nam malo predstavite vaše delo. Tako je, pesem je nekaj tako intimnega, Mislim, zame je to najbolj intimni pogovor z Bogom, ki ga lahko človek doživi. Jaz se pač na tak način izražam in jaz sem pesmi pisala kot neko posledico srečanja z Bogom po eni hudi krizi. In križ ti ni dan kar tako. In kot dokler ne ugotoviš, da po križu teče tudi milost, so to hudi boji. In ko doživiš, da je ta križ v bistvu to, kar te odrešuje, da mimo velike noči pa ne gre, sem čutila eno tako eksplozijo hvaležnosti Bogu, ki mi je predimenzioniral moje življenje. Naenkrat sem ga videla in doživela v drugačni luči in v celotno cerkev. In takrat sem s hvaležnosti začela pisati ta svoja občutja. In ena moja prijateljica je rekla, pa dej ti to kam pošli. Sem rekla, ne, to je pa samo zame, nikamor. Jaz ne želim, da to ljudje berejo. No in to je tako zorelo, potem pa je pa vedno bolj govorila, nisem zmer dala kakšno pesem prebrati. Je rekla, pa dej pošli. In me je ona v bistvu malo prisilila, da sem se prijavila na en razpis, Moj čopič je beseda. In sem poslala in sem 2krat zmagala tudi na tem razpisu s to poezijo, oziroma druga poezija. Moja prva pesniška zbirka ima naslov Sklonil se k meni. Ker se mi zdi to najlepši naslov, ki pove to, kar je Bog zame naredil. Bog je zame naredil velike stvari, in jaz lahko rečem, da imam izkušnjo Boga, ne samo, da ga poznam iz cerkve, preko tradicije, ampak jaz imam izkušnjo Boga, ki je zame živ, ki me je vrnil v življenje, ki mi je dal smisel. In krščanstvo je zame nekaj prečudovitega, prelepega. Ne vem, mi je bilo dano, da odkrijem te bisere, ki so skriti mogoče noter v Svetem pismu, v sami teologiji krščanski, v celi zgodovini krščanstva in nenazadnje tudi v moji osebni zgodovini. Jaz sem bila krščena, ampak jaz sem cerkev zapustila tako za nekaj časa, ker nisem nič več slišala. To, kar je bilo prebrano, je šlo mimo mene, maše so šle mimo mene in sem nehala, in sem rekla, lej, Bog, nič mi ne poveš, jaz grem drugam. In v bistvu sem mogla dolgo bloditi, tako kot Izraelci po puščavi in zoret, do velike noči, jasno, tako. In potem mi je začela ta moja zgodba se je začela takrat odvijati, ko sem se nekako poskusila sestaviti. V enem trenutku me je Bog tako jasno poklical, da to ni bilo dvoma, da je to on. In res danes po tolikih letih lahko rečem, da je to, da je Bog zvest, da mi ostaja ob strani, da
Ja, da če on želi, jaz pišem in pišem, kakor on želi, ne. Nimam neke hude želje, da bi pisala, ampak če on želi, da pišem, jaz pišem in želim v bistvu ne toliko zase, ampak res dati slavo njemu, zato ker je moje življenje postalo čisto nekaj drugega, je postalo smiselno, vem, zakaj živim in vem, da je življenje dar in pišem v bistvu tudi iz hvaležnosti. Gospa Zdenka, iskrena hvala, da ste to svojo izkušnjo zgodbo tako iskreno delili z nami. Hvala tudi, ker ste se odzvali naš natečaj. Sedaj pa dajem besedo še Mateji. Zdaj pa še utemeljitev drugega nominiranega dela. In sicer roman Karmen Jenič, Orientiraj se po soncu, je knjiga z aktualno vsebino. Govori o sodobni osnovni šoli, se pravi o njenih učencih in učiteljih, pa tudi o družinah. Napisana je z dveh zornih kotov, in sicer z vidika učenca, ki doživlja travmo, jo premaga in nazadnje najde izhod, in z vidika učiteljice, ki razume njegovo sprva škandalozno, protestniško vedenje, a mu pomaga prebuditi pozitivno dojemanje sošolcev in učiteljev oziroma okolice sploh. Zgodbo izmenoma, vsak po eno poglavje, pripovedujeta osrednji lik Ilčo, učenec 8. razreda in njegova razredničarka, mlada učiteljica slovenščine Klara Bajt ali v šolskem žargonu Bajta. Ilčo je problematičen fant iz premožne družine. Njegovi starši so zelo zaposleni in uspešni, za svojega edinca pa pravzaprav nimajo časa. Starševsko vlogo delno upravlja babica, saj ima posluh za vse, kar vnuka vznemirja. Od računalnika do odgovorov na življenjska vprašanja. A to je zanj kljub vsemu premalo. Zgodba se začne, ko Ilča po več strogih opominih za kazen prešolajo, torej izključijo iz ene šole in premestijo v drugo. Novi sošolci ga sprejmejo vse prej kot prijazno. Šolski vsakdanik je poln pripetljajev, Ilčevih napak in starševske brezbrižnosti. Vse odločilno poseže učiteljica Bajta, ki prepozna družinske razloge za Ilčevo vedenje in hkrati v njem trmastega, a preobčutljivega fanta. Ker se zna z njim na pravi način pogovarjati, se ji posreči, da se vrne v razred, kjer ga počasi sprejmejo tudi sošolci. Posebno se spoprijatelji s Saro in njenim bratom, ki je na invalidskem vozičku. Skratka, postaja ne le normalen, ampak celo zgleden fant in učenec. Toda težav v fantovem življenju še ni konec. Zaradi spremenjenih družinskih okoliščin se z mamo preseli v drug kraj, kjer obiskuje tudi drugo šolo. To se na poseben način dotakne mlade učiteljice Klare Bajt. Uteho ji je, ko ji ob koncu zgodbe učenka Sara sporoči, da je srečala Ilča in da je z njim vse v redu. Prek Sare mu priporoči, naj se v življenju orientira po soncu. To učiteljičino priporočilo simbolno najbrž ne velja le Ilču, temveč tudi mlademu bralcu te knjige. Po mnenju članov žirije je zgodba zanimiva z več vidikov. Naj je izmišljena ali ne, deluje kot resnična podoba neke družine ter življenja učencev in učiteljev na neki osnovni šoli. Dogajanje med učenci v razredu, pa tudi različni odnosi učiteljev do njih so opisani prepričljivo, podobno tudi njihovi značaji. Motivi za ravnanje tako mladih kot odraslih so pristni in v bralcu vzbujajo radovednost o nadaljnjem dogajanju. Radovednost morda tudi zato, ker so liki in njihove življenjske razmere prikazane v kritični luči, vendar brez moraliziranja in vzgojnega poučevanja. Pravo živost pa zgodbi omogoča jezik pripovedi. Večinoma gre za sleng današnje šolske mladine, oplemeniten z domiselnimi, mestoma poetičnimi prispodobami in izrazi te pisave. Člani komisije smo prepričani, da je avtorica ustvarila delo, ki ga bodo z zanimanjem jemali v roki starši, učitelji in, tako upamo, tudi učenci. Zdaj pa nama preostaja samo še razglasitev nagrajenke. Mateja, izvoli. Kot članica žirije, jaz bom pa podelila. Letošnjo svetlobnico, se pravi svetlobnico 2018, prejme roman Orientiraj se po soncu.
če se nam je mogoče gospa Karmen medtem pridružila. Žal ne, mislim, da je bila nekaj zadržana, smo probali uskladiti, tako da jaz bom vseeno pokazala plaketo. Knjiga bo išla v prihodnjem letu, ne? Tako da bo potem mogoče pa ob izidu knjige priložnost, da se srečamo z nominiranko in nagrajenko. Pa Zdenka, iskrene čestitke in vztrajajte še naprej. As lahko slikamo se ti.